Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V nocojšnji oddaji bomo govorili o ambroziji, ki je zelo alergena rastlina in dovzetnim ljudem lahko povzroča zdravstvene težave. V zadnjih nekaj letih se je precej razširila tudi v jugovzhodni Sloveniji. O njenih učinkih in vplivu na okolje in zdravje ljudi nocoj z gostoma v studiu. Z nami sta gospa Brigita Zupančič-Tisovec iz Novomeškega zavoda za zdravstveno varstvo, iz službe za javno zdravje in deluje kot promotorka zdravja. Dober večer. In gospod Domen Bajec iz Novomeškega kmetijsko-gozdarskega zavoda, iz službe za varstvo rastlin. Dober večer tudi vam. Lepo pozdravljeni. Gospod Bajec, če začneva kar midva s tem najbolj osnovnim vprašanjem, kakšna rastlina pravzaprav je ambrozija in od kdaj je prisotna tudi v Sloveniji? Ambrozija je invazivna in plevelna vrsta. Zanimivo je, da je dodatno še tudi s svojim negativnim vplivom na naše zdravje dokaj problematična. V našem okolju je že več desetletij, ampak pomembnejša je postala v zadnjih 2 desetletjih, mogoče zlasti v povezavi z podnebnimi spremembami, ko se omogočajo boljši rastni pogoji za njen razvoj. No, v studiu ste prinesli tudi primerek ambrozije in pa tudi nekaterih drugih rastlin, s katerimi ambrozijo najpogosteje ljudje zamenjujemo. Pa morda, kar če na primerih nam prikažete, pravzaprav, kakšne značilnosti ima ambrozija in kako jo prepoznamo v primerjavi z drugimi rastlinami? Res je, v studio smo prinesli nekaj rastlin, s katerimi so možne najpogostejše zamenjave. Ambrozija spada taksonomsko v skupino nebinovk. Po svoji rasti je pokončna, zraste lahko kar visoka rastlina, doseže višino do 2 metrov in kot tako visoko raslo rastlino jo v tem pozno poletnem času najpogosteje zamenjamo s kakšnimi pelini, možno je zamenjava tudi z orjaško zlato rozgo. Na rastiščih, kjer pa nima tako ugodnih pogojev za svoj razvoj in rast, je pač manjša po višini, se bolj razrašča in v takih primerih jo pogosto zamenjamo s kakšnimi metlikami, lobodami in podobnimi rastlinami. Sama rastlina ima sestavljene liste. In to, kar lahko vidimo tudi na rastlini v studiu, od ostalih rastlin, jo najlažje ločujemo po žvrklastem tipu razraščanja. To, kar mislimo, da so cvetovi, so dejansko samo moška socvetja. Ženski cvetovi so skriti v pazduhah. In tudi na nek način tako je najlažje ločujemo od navadnega pelina. Kako pa se je pravzaprav ambrozija razširila k nam? Od kje je prišla v naše kraje? Po izvoru je iz Severne Amerike. K nam naj bi prišla z kmetijskimi pridelki. Že kar nekaj časa je od takrat, kot sem že omenil, z vzpostavljanjem ugodnejših pogojev za njeno rast in razvoj, pa se je v zadnjih 2 desetletjih zelo hitro razširila. Je izrazit semenski plevel in to je tudi njen primarni način raznašanja, premeščanja. Premešča se skratka s semenom in tudi če pogledamo, kje najbolj ugodno uspeva, to je na tistih zemljiščih, ki so degradirana, ki so na nek način prizadeta, najde svoj prostor. Je tudi pionirska vrsta, kar pomeni, da zelo rada in hitro najde pogoje za svoj razvoj in razraščanje na tistih zemljiščih, kjer je malo hranil, kjer druge rastline ne morejo uspevati, tam pride do svojega izraza. Problem pa je, ker potem prehaja tudi na kmetijske površine. V okolju jo seveda najpogosteje opazimo ob cestiščih, na kakšnih infrastrukturnih površinah, ob železnici, vodotokih, industrijskih conah, gradbiščih in tako dalje. S premeščanjem
zemeljskega materiala, ob kakšnih gradnjah je to najhitrejši način prenosa in raznosa. Možno je pa seveda prenašati to seme tudi na strojih, tudi na kmetijski tehniki. Kje v Sloveniji pa je najbolj razširjena? Dejali smo že, v jugovzhodni Sloveniji je ambrozija precej prisotna, tudi v drugih delih Slovenije. Kako je tam? Tako je. Značilno je, da je največja gostota teh rastlin zaznana na vzhodnem delu Slovenije. Tukaj je njena opaznost največja. Na jugovzhodnem delu Slovenije jo opažamo veliko na območju Bele krajine, na območju Dragatuša, Vinice, tudi v drugih občinah, kot samo Črnomaljski, tudi v Semiču in Metliki, precej pa je tudi v Posavju. Omenil bi Krško in Brežiško občino. Gospa Zupančič-Tisovec, kakšne učinke pravzaprav povzroča cvetni prah ambrozije in katere skupine ljudi so najbolj občutljive in najbolj občutijo ta cvetni prah ambrozije? Najpogostejša bolezenska slika, ki jo ambrozija povzroča v lepih sončnih dneh, je seneni nahod. To pomeni kihanje, zamašen, težko prehoden nos, vodeni izcedek iz nosu. Poleg se lahko pojavijo tudi znaki na očeh, se pravi srbenje oči, pekoče oči, enako pekoč in srbeč občutek se lahko pojavlja tudi v grlu. V dneh, ko pa pada dež in spere velika, torej pelodna zrna večje velikosti, pa se dvigajo lahko pelodna zrna manjše velikosti, tam do 5 mikrometrov, ki pa se lahko usedajo tudi v spodnjih dihalnih poteh in tam povzročajo težave z dihanjem, dihalne stiske, ki so podobne astmatičnim napadom ali pa celo izzove astmatične napade. V stiku s kožo, ki ni potreben, da je neposreden kontakt, lahko povzroči značilne spremembe na koži, kot so rdečina, ki se dviga nad nivo ostale kože, ta rdečina zelo srbi, zliva se lahko v mehurje, pogosto rečemo, da se pojavi koprivka v splošnem ljudskem žargonu. Torej, zaradi težav z alergijo na cvetni prah imajo največ težav na cvetni prah ambrozije imajo atopiki. To so tisti ljudje, ki imajo dedno nagnjenost k preodzivnosti na sicer ostali populaciji torej nenevarnih snovi. Prav tako je večja verjetnost, da bo prišlo do zdravstvenih težav pri ljudeh, ki se veliko gibajo zunaj, na prostem, pri določenih poklicih, kot so recimo kmetje, delavci, ki delajo na prostem, predvsem tisti, ki delajo v neposredni bližini teh virov, in pa ljudje, ki se dnevno selijo v okolje, kjer je koncentracija višja. Lahko torej rečemo, da ambrozija pogosteje povzroča alergijo kot recimo nekatere druge rastline? Ja, lahko jo označimo kot rastlino, ki v zadnjem času povzroča izredno močne alergene učinke. Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov in po zadnjih raziskavah vsebuje kar 6 različnih vrst skupin alergenov. Tam, kjer je rastlina zelo razširjena, kot je prej omenil moj sogovornik, naprimer v Severni Ameriki, je to eden izmed glavnih virov alergenih rastlinskih proteinov, ki povzročajo zdravstvene težave. Poleg tega je rastlina vetrocvetka. To pomeni, da jo oprašuje veter in da je produkcija cvetnega prahu izredno velika. Ta zrna cvetnega prahu so dobro plovna in še dolgo časa ostajajo v zraku. Kaj pa zaščita? Kako pravzaprav se ljudje lahko zaščitimo? Vi kot promotorka zdravja, kaj svetujete ljudem, na kakšen način se najlažje lahko obranimo pred cvetnim prahom? Izredno pomembno je, da vemo, kdaj so te koncentracije zelo visoke.
ker se ravno v jutranjih urah, ko navadno ljudje zračimo svoje prostore, sprošča veliko cvetnega prahu, je seveda pomembno, da ljudje vemo, da je zračanje prostorov, bivalnih prostorov, primerno tam nekje do 6. ure zjutraj. Kasneje pa ne, zato da se zmanjša koncentracija cvetnega prahu v prostoru. Ravno tako pomembno je, da se izogibamo delu na prostem in vsem aktivnostim na prostem v tistem času, ko so koncentracije nad dovoljeno ali pa rečemo tudi administrativno mejo, ko lahko povzročajo zdravstvene težave. Torej, neželenim učinkom se ljudje lahko izognejo tudi tako, da ko pridejo od zunaj v svoje prostore, da se takoj umije vse izpostavljene dele telesa, da se odloži oblačila nekje v kopalnici in se teh oblačil ne nosi v bivalne prostore, ker se s tem tudi povečuje potem koncentracija cvetnega prahu. Pomembno je tudi, da se takrat, kadar je koncentracija visoka, zapira okna tako v prostorih kot recimo v avtomobilu, da ne vozimo z odprtimi okni. Pomaga tudi, da se perilo ne suši v teh dneh zunaj, da se uporablja zračne filtre, ki potem tudi v prostorih lahko zmanjšajo vrednosti cvetnega prahu, in pa, da se te zračne filtre potem redno čisti, to pa moramo opozoriti. Gospod Bajec, kdaj pa je tisti najprimernejši čas za zatiranje in kateri so tisti najpogostejši načini zatiranja ambrozije? Ambrozijo pravzaprav lahko zatiramo vsak čas, ko jo opazimo. Ampak glede na njeno vlogo v okolju in vpliv na zdravje človeka, je odločilno, da se odločimo in pristopimo k zatiranju še pred začetkom cvetenja. Poudariti je potrebno pri tej rastlini, da sicer je res enoletnica, ampak semeni zelo obilno, mogoče o tem v nadaljevanju, skali dokaj pozno. Uskali za večino kulturnih rastlin, večino poljščin, nekje ob koncu aprila, v maju, v cvetenje lahko pride že kakšen mesec kasneje. Se pravi, da v juniju in mesecu juliju je tisto obdobje, ko pristopamo k res aktivnemu zatiranju te rastline. Zatiramo jo lahko na mehanski način ali kemični. Mehansko je najpreprostejši način, če jo pulimo. In dokler ne pride v cvetenje, nismo toliko izpostavljeni tudi samemu cvetnemu prahu. In do tega obdobja, do cvetenja, še ni potrebno razmišljati, kaj bomo v nadaljevanju z rastlinskimi ostanki storili, ker ko rastlina začne prehajati iz svojega razvojnega obdobja cvetenja v semenenje, moramo biti pozorni, da teh rastlin pri ročnem puljenju ne kompostiramo, da jih ne dajemo na kompost, sicer ustvarjamo na tistem mestu hud potencial za razširjanje v prihajajočih letih. Se pravi, puljenje, najpreprostejše, posebej na tistih parcelah, tistih zemljiščih, kjer je gostota rastlin manjša. Sicer prihaja v upoštev tudi košnja. Ob košnji je potrebno poudariti, da mora biti res dovolj nizka. Ta rastlina je precej trdoživa in če bomo odkosili previsoko, recimo 70 cm, nad tlemi se bo začela razraščati. In obstajajo tudi ostali postopki, recimo na kmetijskih površinah, mulčenje, lahko uporabljamo česala, brane, načine, skratka, s katerimi tej rastlini onemogočamo normalen razvoj in rast, hkrati pa omogočamo razvoj domorodnim vrstam. Ambrozija ima dokaj nizko tekmovalno sposobnost in z rastlinami, ki sicer rastejo na naših območjih, slabše tekmuje.
če so rastišča dovolj bogata in založena z hranili. Poskrbeti moramo samo za to, da bo imele domorodne vrste dovolj prostora. Obstaja pa tudi možnost zatiranja z kemičnimi pripravki, z herbicidi. Sliši se dokaj enostavno, kljub temu pa na kmetijskih površinah je treba biti pozoren. Če je prisotna ambrozija, moramo se usmeriti, kdaj bo začela kliti, kdaj se bo začela razraščati in izbrati pripravke, ki bojo bili primerni za prav izključno njeno zatiranje. Usmeriti se moramo na zatiranje ambrozije, se pravi prestavitev tretiranj s herbicidi v nekoliko kasnejši čas. Na nekmetijskih površinah pa je seveda uporaba možna tudi neselektivnih herbicidnih sredstev. No, našteli ste torej nekaj glavnih načinov zatiranja, katerega osebno bi vi priporočali kot svetovalec oziroma ker prihajate iz službe za varstvo rastlin, kateri je tisti najboljši od teh? Mislim, da je najbolj učinkovito ročno odstranjevanje. Kljub temu, da nekatere površine so lahko zelo napadene, zasedeni s temi rastlinami, kljub temu treba pa je tudi imeti v mislih, da več načinov, ki jih hkrati lahko koristimo, dosega boljšo učinkovitost. Se pravi, bodi si ročno puljenje ali pa košnja z uporabo herbicidov. No, v Novem mestu je že nekaj časa postavljen tudi vzorčevalnik, s katerim merimo koncentracijo cvetnega prahu ambrozije. Morda, gospa Zupančič-Tisovec, kaj kažejo podatki za letos, ki jih imate na razpolago in pa v primerjavi s preteklimi leti? Kaj kažejo podatki? Je tega cvetnega prahu prisotnega vedno več? Naj najprej povem, da takšne meritve vsebnosti različnih koncentracij alergenega cvetnega prahu v Ljubljani potekajo že od leta 1966 in da potekajo tovrstne meritve tudi v ostalih delih Slovenije in sicer v Mariboru, v Izoli, še nekaterih drugih mestih. Te meritve so namenjene informiranju in osveščanju javnosti v tem smislu, da lahko ljudje sami povzamejo tiste postopke samozaščite, ki najbolj zmanjšajo tveganje za njihovo lastno zdravje. V Novem mestu je vzorčevalnik postavljen zadnja 3 leta. Zadnja 3 leta v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom in Inštitutom za varovanje zdravja iz Ljubljane sledimo tem vrednostim. In če lahko pokažem graf, lani je povprečna dnevna koncentracija cvetnega prahu v 21 dneh zapored znotraj celotne sezone cvetenja presegala administrativno mejo, ki je določena 20 zrn na kubični meter zraka. Zdravstvene težave pri ljudeh, ki so občutljivi, lahko povzroči že 5 do 10 zrn na kubični meter zraka. In v letošnjem letu, ko sezona pravzaprav še ni zaključena in imamo podatke do vključno 9. septembra, je bilo takšnih dni že 23. In če morda pokažem še tale graf, poročilo, ki je bilo narejeno za 3. do 9. september, se pravi tisti teden, ko so naši otroci začeli z šolskimi obveznostmi, v tem tednu je bilo kar 5 dni zapored takšnih, ko je bila administrativna meja presežena. In če bi pogledali poročilo iz Brežiške kotline, ki je objavljeno na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja, je bilo vseh 7 dni presežena administrativna meja. Ugotavljamo torej, da je povprečna koncentracija v določenih dneh bistveno presega dovoljeno ali pa administrativno, če hočete, postavljeno mejo, ki lahko povzroča zdravstvene težave, da ta v določenih primerih pride do 250 zrn na kubični meter, kar je zelo visoko in v resnici lahko povzroča hude zdravstvene težave, da je število dni, ko je povprečna koncentracija povišana v letošnjem letu že višje, kot je bilo v preteklem,
Res pa je, da je pri interpretaciji tovrstnih podatkov potrebno upoštevati tudi vreme in pa zračno vlago in pa toke vetrov. Kje pa ljudje lahko dobijo napotke o ravnanju z ambrozijom? Najpogostejši način pridobivanja podatkov in najlažji, no? Te podatke oziroma same napotke je možno dobiti na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na naši spletni strani, se pravi na strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in pa seveda tudi preko spletnega vhoda Fitoinfo. Torej, to so tiste točke, kjer se da dobiti podatke, kako ravnati z ambrozijo. Če se lahko navežem na sogovornika, kar se tiče zdravstvene preventive, pa so ti podatki objavljeni na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja. Prav tako pa v primeru, da se pojavijo težave, zdravstvene težave, je prav, da se ljudje obrnejo na svojega zdravnika, da se postavi primerna diagnoza in uvede primerna terapija in tudi tam bodo dobili vse potrebne napotke o ravnanju. Torej, gre pri reševanju ambrozije, kot da bi se zatrla, uničila, gre torej za multidisciplinaren pristop, torej gre za to, da institucije sodelujete med sabo, se pogovarjate in osveščate občane o tej nadlogi. Kje torej so torej te stične točke sodelovanja med obema zavodoma, pa najbrž niste vključeni samo vi, ampak gre res za širok spekter sodelovanja? Naša institucija omogoča izvajanje meritev. Mi imamo na razpolago povzročevalnik, s katerim se lahko spremlja koncentracijo peloda v zraku. Kolegica lahko pojasni. Javnozdravstveniki radi v takih primerih rečemo, da se zdravje gradi in izgublja tam, kjer ljudje živimo in delamo. In tale primer dobre prakse iz naše regije pravzaprav govori o tem multidisciplinarnem pristopu, ko smo s kolegi iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda prepoznali potrebo in nekako se lotili reševanja problematike s sodelavci iz inštituta. Zdi se, da nekako nimamo dovolj podpore tako na nacionalni kot na regijski ravni. Tu ciljate na fitosanitarno upravo, na občine? Torej, če govorimo o reševanju, multidisciplinarnem reševanju, potem na vseh nivojih se gradi politiko zdravja. Če smem dopolniti, mogoče je bilo nekoliko zanimivo postavljeno vprašanje, ne v fitosanitarnem smislu, pač pa v smislu omogočanja resnično neposrednega vplivanja na izpostavljenost te težave, tudi v zdravstvenem, kakor seveda okoljskem smislu. Je pa v Sloveniji zakonsko obvezno odstranjevati ambrozijo. So tudi kakšne sankcije za lastnike, ki ne odstranjujejo ambrozije? Tako je. Že od leta 2008 je v veljavi uredba za preprečevanje širjenja teh rastlin, za njihovo zatiranje. Lastniki zemljišč, na katerih je prisotna ta rastlina, so dolžni odstranjevati in uničevati te rastline. To seveda nadzira tudi ustrezna inšpekcijska služba. Same prijave pa je možno oddajati tudi preko spletnega portala na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Pri tem bi poudaril, da je vloga naše službe, službe za varstvo rastlin, predvsem v tem seznanjanju javnosti, lastnikov zemljišč, na kakšen način se rastline najbolj uspešno odstranjuje, preprečuje širjenje, skratka posvetovalni del, medtem ko imajo tudi kolegi iz Zavoda za zdravstveno varstvo svojo verjetno podobno vlogo v
Ja, ravno ta osveščenost je izredno pomembna. To, da vsak posameznik ve, v kakšnem okolju živi in kako se lahko zaščiti pred neprimernimi ali pa za zdravje škodljivimi vplivi iz okolja. Morda čisto za konec, ker se bližamo koncu oddaje, stavek ali dva na koncu, kako vidva vsak na svojem področju dela vidite reševanje reševanje zatiranja ambrozija v prihodnje? Ja, torej želja, načrtov je veliko, pa če bi morda povzela samo nekaj izmed teh, glede na pridobljene rezultate meritev, si seveda želimo iz dobljenih rezultatov v naslednjih letih pripraviti študijo, ki bi pokazala povezanost med koncentracijo cvetnega prahu in pojavljanjem različnih obolenj. Takšne študije zaenkrat v našem okolju še ni. Prav tako si želimo to podporo na nacionalni in regijski ravni, to, da bi določene strukture pa vendarle prepoznale svojo vlogo, pa gremo tle lahko od vsakega posameznika zase, ker namreč vsi mi lahko pristopamo k zatiranju, ne samo samozaščitnim ukrepom, pa do vloge občin v smislu podpore, pa do vloge zdravstvenih institucij, vloge medijev pri osveščanju, pri informiranju. Torej še bi lahko naštevali, na vseh nivojih so te podpore potrebne. Prav tako si pa želimo tudi teh čezmejnih sodelovanj. Cvetni prah umetno postavljenih meja ne pozna, tako kot je bilo prej izpostavljeno, lahko leti zelo daleč. Želimo si tudi tega čezmejnega sodelovanja. Nekako smo prepričani, da lahko le dobro informiran posameznik v resnici lahko izbere tiste izbire, ki so za njegovo zdravje najboljše. Gospod Bajec, samo stavek še ja. Ja, če smem dopolniti še jaz. Jaz bi pa ocenil, da na nacionalnem nivoju iz vidika kmetijstva obstaja zavedanje. Konec koncev je tudi naše resorno ministrstvo prevzelo iniciativo in pristopilo v zakonodajnem smislu k reševanju te problematike. Bolj bi imel željo tudi na lokalnem nivoju. Potruditi se moramo, da bo bilo prepoznavanje nevarnosti in škodljivosti te rastline čim boljše. Tako v botaničnem smislu, ločevanja z drugimi podobnimi rastlinami, kot tudi zavedanja, da je potrebno odgovorno ravnati in resnično odstranjevati te rastline. Tako, spoštovana gosta, izčrpali smo naš čas in tudi mislim, da vprašanja. Ponudili smo nekaj odgovorov in napotkov. Hvala lepa za gostovanje v studiu. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost in ostanite še naprej v družbi vašega kanala. Lahko noč.